naš najpomembnejši vir energije, a njegovo drugo temno plat. UV-žarke Svetovna organizacija za raziskovanje raka uvršča v skupino najbolj rakavih dejavnikov skupaj z azbestom, arzenom, tobačnim dimom in radioaktivnimi odpadki. Število obolelih za rakom kože se vsako leto podvoji, po pogostosti pojavljanja najbolj nevarne oblike malignega melanoma pa se uvrščamo v sam svetovni vrh. Kako pogosto se je treba pregledovati, na kaj moramo biti pozorni in kaj lahko storimo, da bi to krivuljo obrnili? Dokazano in zanesljivo je, da je ultravijolična svetloba kancerogena. Številne raziskave kažejo, da so delavci, ki delajo, se pravi nekje na prostem, izpostavljeni 2 do 3-krat višji dozi UV sevanja kot delavci, ki delajo nekje v nekih zaprtih notranjih prostorih. Nekatere barve prepuščajo več UV-žarkov kot druge. V laboratorij smo odnesli 5 majic različnih barv, da bi ugotovili, kakšna je njihova UV-zaščita. Bela, ki jo poleti radi nosimo, ni najboljša izbira, več v inšpektorju. V športu pa... Temna stran sonca. Je bilo temno, nagrbančeno kot neka cvetača in krvavelo je. Po histoloških izvidih so šele videli, da pa dejansko je maligni melanom. Kancerogeno UV sevanje. Ultravijolična svetloba od sonca in od solarjev je uvrščena v prvo skupino, enako kot azbest, arzen, tobačni dim in radioaktivno sevanje. Za 90% melanoma kriva izpostavljenost sončnim žarkom. Za kožnim rakom vsako leto zboli 1,5 milijona ljudi, od tega 330 tisoč za najnevarnejšo obliko melanom, ki med vsemi kožnimi raki povzroči največ smrti. Sem jaz na stegnu opazila tako cvetačasto zelo temno znamenje, pa v podzavesti sem nekako vedela, da nekaj ni v redu, ampak si misliš, se to ni nič, ne? Anja Matušin je barvno spremembo na koži opazila pred 3 leti, v času decembrskih praznikov, a jo je pustila misleč, da bo izginila, da gre zgolj za prasko. Prišla je pomlad, a znamenje je bilo še vedno tam. Vmes sem si ga pomotoma opraskala in ulila se je kri in naslednje jutro, ko se jaz zbudim, se je ta cvetačasta tvorba povečala. Pol mi je bilo pa v bistvu že nek znak za paniko. Zatem se je kljub temu, da je bil čas covida, odvrtelo hitro, pravi. Dermatološki pregled, sum, da gre za melanom in že isti dan takojšnja odstranitev znamenja. Potem dolgo 6-tedensko čakanje na izvide. Čas, kot pravi, nenehnih vzponov in padcev, upanja in strahu. Vse do klica zdravnika. Ja, povedal, da gre za melanom in v tistem momentu se je meni tako zameglil pred očmi, In drugi šok je bil ta, da je sledilo zdravljenje na Onkološkem inštitutu. Ko mi je kirurg-onkolog dejal, da bo potrebno odstraniti dimarsko ložo bezgavk. To sem pa vedela, da v bistvu se je začel zares, da ni to toliko nedolžno. Če gre le 1 milimeter v globino, lahko melanom zaseva v možgane, pljuča, limfo, v kri. Anjen je bil tik pod to mejo. Bezgavke so bile k sreči negativne. Za 28-letno punco, ki jo je na Onkološkem inštitutu spoznala med zdravljenjem, delili sta si namreč enako diagnozo, se je končalo precej drugače. S tem, da je bila njena bezgavka pozitivna. In vem, da me je vedno sprašvala, joj Anja, jaz imam pa neke bule na hrbtu, pa po rokah, razširil se po celem telesu. Okoli novega leta opazim na eni spletni strani njeno smrtnico. To je bil pa v bistvu največji šok, ki sem ga jaz doživela. Vsi smo izpostavljeni soncu, a ultravijoličnih žarkov ne vidimo in jih ne čutimo. To pa še zdaleč ne pomeni, da na našem telesu ne puščajo sledi. Te so seveda odvisne od tega, koliko in kdaj se soncu izpostavljamo. Kakšen je naš pigment, barva oči, pojasni dermatologinja doktorica Vesna Tlaker. Nekdo, ki je temne polti ali pa ima celo črno kožo, lahko na soncu bistveno več kot nekdo, ki je mlečno bel, pegast, rdečelas. Pomembno pa so tudi kratkotrajna, intenzivna izpostavljanja. To pomeni taka izpostavljanja, ki vodijo v sončne opekline, zlasti tiste z mehurji in zlasti tiste v otroštvu. Tiste povečajo tveganje za melanom. Melanom se sicer pogosteje kot iz že obstoječega znamenja pojavi povsem na novo. To je pregled, s katerim dermatologi lahko spremljajo in definirajo vsa znamenja na telesu. To
tole eno znamenje in melanocitni nevo zdroben, ki je pravilen, simetričen, lepo ima razporejen pigment, pravilno pigmentno mrežo. V Sloveniji s kožnim rakom letno zboli več kot 3000 oseb, približno vsak peti pa za invazivno obliko melanoma, ki potrebuje vsaj diagnostične posege ali zdravljenje. Več moških kot žensk, vsakih 10 let se pojavnost podvoji. Je z invazivno obliko zbolelo tam že okrog 800 ljudi letno. Če temu dodamo še nekje med 150 do 200 ljudi z neinvazivno obliko melanoma letno, se približamo že kar številki 1000 ljudi na leto. Pove onkologinja dr. Barbara Perič z Ljubljanskega onkološkega inštituta. Po pogostosti pojavljanja melanoma se v svetovnem merilu uvrščamo v sam vrh. Pred nami so Avstralci, kjer vsake pol ure za melanomom zboli en človek. Do svojega 70. leta naj bi se z njim soočila 2 od 3 Avstralcev. Z velikim številom obolelih se soočajo tudi Novozelandci in Skandinavci. Oni so seveda zelo svetlopolti, v preteklosti so celo solarije si lahko umislili kar doma nekje v bližini in to seveda potem z nekim zamikom 20-25 let pripelje do porasta incidence. Na koži se lahko pojavi okoli 10 različnih rakov in vsak je drugačen. Najpogostejše vrste pa povezujemo s kronično izpostavljenostjo UV žarkom. Bazalno-celični karcinom praviloma ne zaseva, se pa lokalno širi, zato ga je treba čim prej odstraniti. Ploščatocelični karcinom se običajno najprej pojavi kot krastica svetle barve na otip trda. Ta vrsta je najbolj soodvisna od barve kože in izpostavljenosti soncu. Kožni melanomi v primerjavi z drugima dvema najredkejši, vendar najnevarnejši. To je tipičen melanom, želimo si, da bi ljudje s takimi spremembami prišli že prej. 90% vseh smrti zaradi kožnega raka je posledica prav melanoma. Vsak peti, ki zboli za invazivno obliko melanoma, umre. Se sploh znamo pravilno zaščititi pred soncem? Katera oblačila bi morali izbirati v poletnem času, ko je sonce najmočnejše? Nekatere barve namreč prepuščajo več UV žarkov kot druge. Na oddelek za tekstilstvo Ljubljanske naravoslovno-tehnične fakultete bom odnesla 5 majic različnih barv. Rumene, rdeče, črne, bele in bele z UV zaščito. Na UV prepustnost tekstila vpliva sestava, koliko je prosojno, različna barvila imajo tudi kemijsko strukturo različno, ki lahko vpliva na to. Da bi lahko dobili primerljive rezultate, kako barva vpliva na UV zaščito, smo prinesli 4 majice z enako surovinsko sestavo. So iz 100% bombaža. Tista, ki je deklarirana z UV zaščito 50+, kar pomeni, pojasnjuje doktorica Marija Gorjanc, da ima nanešen tako imenovani UV absorber ali UV blokator je iz poliestra. Takšna oblačila so praviloma ena boljših zaščit pred škodljivim UV sevanjem. Ob toplem vremenu pa ponovadi stremimo k beli barvi oblačil. Običajno je, da želimo imeti čim svetlejšo barvo na sebi, kajti smo morda tudi skozi izkušnjo doživeli, da če imamo temnejša oblačila, da nam je bolj vroče. To je zaradi tega, ker barvilo absorbira določen del svetlobe in se sprošča toplota. Iz vsake majice bo izrezala 2 vzorca, nato bo s pomočjo aparata izmerila, kakšna je prepustnost UV žarkov. Preverili bomo tudi, ali je kakšna razlika v zaščiti med mokro in suho majico. Vzorec ustavim na tak nosilček in v aparat. Nekaj časa je treba čakati, da seveda aparat izmeri v celotnem UV področju, UVA in UVB. O rezultatih pa nekoliko kasneje. Kmetje, vrtnari, krovci, komunalni in gradbeni delavci, dela, ki jih ljudje opravljajo na prostem, ne glede na vremenske razmere. Številne raziskave kažejo, da so delavci, ki delajo, se pravi nekje na prostem, izpostavljeni 2 do 3-krat višji dozi UV sevanja kot delavci, ki delajo nekje v nekih zaprtih notranjih prostorih. Tveganje za razvoj melanoma je pri njih bistveno višje. To je denimo fotografija človeka, ki je poiskal zdravniško pomoč potem, ko je brez majice delal na žgočem soncu. Bolezen se pri moških največkrat pojavi na trupu, pri ženskah na nogah. Lahko pa tudi na sluznici, na očeh, nohtih. Če bomo nekaj takega imeli in če je to izpostavljeno potem UV žarkom, seveda ta zadevšna je nevarna, da bi lahko šla v maligni melanoma. Temne pigmentne lise se lahko pojavijo na vekah ali na veznici, odstranjevanje pa je težje, saj tkiva na očeh manj kot na koži.
Bolj pogoste pa so, pravi oftalmologinja Dragica Kosec, očesne opekline. Če gledamo v sonce, recimo ob sončnem mrku, kjer seveda nam bo pa pravzaprav za sproščanje svoje energije v tem našem centralnem delu, v makuli, dobesedno pokurilo fotoreceptorje in seveda zaradi tega lahko izgubimo centralni vid. Podobno je z umetnimi viri svetlobe, solariji. Ker predstavljajo povečano tveganje za razvoj kožnega raka, so v Braziliji in Avstraliji prepovedani, pri nas pa le odsvetovani mladoletnim. To so fotografije delavcev v Združenih državah in Avstraliji. V dolgih rokavih s pokrivali, ki ščitijo obraz in vrat, podsenčniki. Zdravniki si tudi pri nas želijo večjega posluha in ozaveščenosti delodajalcev. Svetujemo, da če je mogoče, reorganizirajo svoj proces dela, tako da ga je možno izvajati v senci, lahko si delovni prostor zasenčijo s senčili, šotori, potem seveda na drugi strani pa treba tudi delavce izobraziti. V nekaterih evropskih državah je, pojasnjujejo, kožni rak priznan kot poklicno obolenje. V Nemčiji je denimo med poklicnimi raki prav kožni na prvem mestu. To pa je primer dobre prakse pri nas, tlakovanje Prešernovega trga v Ljubljani. A takšnih prizorov je še vedno veliko premalo, kljub ukrepom, ki so lahko precej dostopni. Za začetek le pokrivala. Pomembno je, da imajo ta pokrivala nek dodatni del, zaščitni del za zatirni del, tudi ustrezen šilt, da zaščiti tudi dele obraza. V tem primeru tukaj vidiva se pravi čelado, zaščitno čelado za delavce, na katero namestimo ustrezni podaljšek, ki prav tako zaščiti ta vratni del. Ozaveščanje pa traja leta, celo desetletja. Posebej, če posledice niso vidne takoj, temveč se tako kot pri melanomu kopičijo. Dolgoročni učinek, ki ga sonce pušča na naši koži, je povzet v tej fotografiji moškega, ki je 50 let dela opravljal na soncu, a hiše nikoli ni zapustil brez dolgih hlač. Bil je prvo mehen mozolček, zatem je pa izrastal v neko bradavico. In meni je pač to vizualno zelo grdo izgledalo, bilo mi je moteče in sem pač prosila svojo zdravnico, če je možnost, da mi pač zrežejo ven. In v bistvu takrat, ko so oni zrezali to ven, po histoloških izvidih so šele videli, da pa dejansko je maligni melanom. Za malignim melanomom je zbolela tudi Rebeka. Ob diagnozi je bila stara zgolj 16 let. Mi je zdravnik me klical in je rekel, če lahko pridem naslednji dan takoj. Mene ni prizadel je takrat bolj moja mami. Mene je šele kasneje, ko so mi povedali, da vse do zdravljenja in da več ne bom sposobna trenirati košarke. Takrat sem se malo zavedla bolj, da pa to ni neka bolezen, ki me bo minila čez en teden, 14 dni. Ne glede na to, da je sama ukrepala dokaj hitro, je še nekaj mesecev čakala na specialistični pregled. Njeno znamenje, ki se je pojavilo na komolcu, se spominja, ni bilo videti kot tipični melanom. Po odstranitvi se je še eno leto zdravila z biološkimi zdravili. Sem dobivala od ponedeljka do petka v bolnici, direkt v žilo. Je bilo pa tako, da sem imela stranske učinke kot neke hujše gripe. Pa sem pa v bistvu 11 mesecev sem se pa dajala sama, v bistvu so injekcije. Dobra novica pa je, preživetje je pri kožnem raku visoko, okoli 90%. V večini primerov je dovolj le izrez v lokalni anesteziji. Če je ta trenutek zamujen, pa je zdravljenje kompleksnejše, multidisciplinarno. Vendar sodobne sistemske oblike zdravljenja so v zadnjih letih doprinesle k pravi revoluciji, posebej melanoma, ki je že napredoval. Se pravi, oblike bolezni, kjer so prizadeti organi kot pljuča, jetra, lahko tudi centralno-živčeve zasevki. To je pred 20 leti žal veljalo za popolnoma infaustno prognozo. Ti ljudje so v povprečju preživeli tam še kako leto, recimo, odvisno od tega, kje so bili zasevki odkriti. Ampak zdaj pa beležimo v bistvu že dolgotrajno preživetje. Z invazivno obliko melanoma se največ soočajo starostniki. Zato zdravniki apelirajo, da svoje starejše sorodnike pregledujete. Zlasti moški, zlasti tisti, ki živijo sami, ki se ne gledajo, ki morda niti ne vejo, da to obstaja. Tako bi lahko bistveno prispevali k izboljšanemu odkrivanju, zlasti zgodnemu in pa preživetju po melanomu. Za zaščito pred soncem bi morali upoštevati, pravijo dermatologi, 3 stebre. Prvi je, da se sonce umaknemo takrat, ko je najmočnejše, med 10. in 16. uro.
Drugo, da se zaščitimo z oblačili, skozi katere UV svetloba ne pride do kože. In šele na koncu, kot zadnja izbira, da se zaščitimo s sončno kremo. Dokazano in zanesljivo je, da je ultraviolična svetloba kancerogena. To je zagotovo. Zaenkrat o morebitni škodljivosti krem z zaščitnimi faktorji nimamo nobenih dokazov, pa se uporabljajo že več desetletij. Če ima kdorkoli kakršenkoli zadržek, torej ne rabi uporabljati zaščitnih krem, naj se sonce umakne, naj se obleče. Zdaj pa k oblačilom in rezultatom UV prepustnosti majic različnih barv, ki smo jih nesli na Fakulteto za naravovarstvene študije. Barva, ki jo nosimo, še kako vpliva na to, koliko UV žarkov bo prišlo do naše kože. In lahko vidimo, da bela ima zelo slabo zaščito, oziroma lahko rečemo, da je brez zaščite. In celo bela mokra ima nižji UV zaščitni faktor kot suha. Do UV faktorja 15 je, pojasnjuje Gorjanc, zaščita oblačil nizka. Med 15 in 30 je klasificirana kot zadovoljiva. Dobro zaščito nudijo oblačila, ki imajo UV faktor med 30 in 50, odlično pa nad 50. Rumena in rdeča sta v območju dobre zaščite z UV zaščitnim faktorjem nad 30. Medtem ko črna ima UV zaščitni faktor skoraj 80, to pomeni odlično zaščito tudi na daljši rok. Bela majica, ki ima edina od 5, ki smo jih prinesli tudi deklaracijo, da vsebuje zaščito pred UV sevanjem, se ni najbolje odrezala. No, tukaj smo prišli do enega presenečenja. Bele majice, ki naj bi imela UV zaščito 50+, se pravi v tem območju, ampak je nimajo, ima sicer v območju 30 do 50. Konkretno izmeren faktor UV zaščite znaša 41. Zaščita je dobra, ni pa v območju odličnega, kot bi glede na deklaracijo morala biti. Med bombažnimi majicami enake sestave najboljšo zaščito torej nudi črna barva, nato rdeča, potem rumena, ki je tudi zelo primerna za letni čas, saj je svetla barva in ne akumulira veliko energije. Zato nam v tej barvi ni toplo. Bela nas ne ščiti zadosti, bela mokra pa še manj. Bela je odsvetovalna. Sonce je najpomembnejši vir življenja. Vpliva na tvorbo prepotrebnega vitamina D, sprošča endorfine. A zato je dovolj, da smo mu izpostavljeni zgolj 15 minut dnevno. To ne pomeni, da moramo biti ves čas v zaprtih prostorih, pač pa, da se ustrezno zaščitimo. Porjavelost ni zdrava, da je porjavelost obrambni mehanizem, ki pomeni okvaro kože. Idealno bi bilo, če smo celo leto približno enake barve. To pomeni, da niti ne porjavimo. Sončne opekline in izpostavljeno soncu v otroštvu zvišujejo tveganje za nastanek kožnega raka v odrasli dobi. Anja in Rebeka se po grenki izkušnji melanoma tega veliko bolj zavedata. Jaz priznam, v mladosti sem oboževala sonce. Vedno, ko smo šli na morje, vedno sem se sončila, glih v tisti špici med 11. pa 4. Velikrat sem zaspala, velikrat sem bila upečena. V bistvu tisto obdobje 3., 4. letnik srednje šole sem hodila veliko v solarij. Starejša, ker sem se mi zdi več pomena damo samo temu, se pravi, da res ne hodim ob tistih urah, ko je sonce najmočnejše, da se zaščitam tudi s kakšnim pokrivalom, pa pač da se tudi zaščitam s sončno kremo. Melanom se v večini primerov pojavi na dostopnem mestu, tam, kjer ga lahko opazimo. Lahko se tudi ponovi, zato je še toliko bolj pomembno samo pregledovanje. Enkrat na mesec doma pred ogledalom, vsak kotiček telesa. Kot rečejo Avstralci, oni imajo en tak slogan, nič smrti zaradi melanoma, bi si tudi mi seveda v prihodnje želeli se temu čim bolj približati. Posebej pozorni moramo biti, če je asimetričen, če so njegovi robovi nejasni, zamegljeni ali nepravilni. Melanom ponavadi vsebuje neenakomerne večbarvne odtenke. Tudi, če se njegova velikost in barva spreminjata, je znak, da obiščete zdravnika. Občasni pregledi se priporočajo vsem, ki imajo na telesu več kot 50 znamenj. Po koži vidimo rjave in belkaste lise, ki kažejo na dolgotrajno izpostavljenost soncu. In ena od teh pik je večja, drugačna, nepravilne oblike, temne barve, raste in se razlikuje od vsega ostalega na telesu. To je treba pokazati dermatologu. Predvsem zato, ker gre za bolezen, ki jo z odgovornim ravnanjem, samopregledovanjem in ozaveščanjem lahko skoraj povsem izničimo.